Približamo. Ja, jaz moram tukaj pogledati. Tole moramo takole nastaviti, ker se danes pogovarjamo o frekvencah. Še enkrat, dober večer v čudoviti večer. Kot sem jaz obljubila, smo danes spet z Markom Črnivcem. Ja, živijo. Mi smo se v naši skupini že pogovarjali, jaz samo malo pogledam, če smo online, Vibrant Longevity, če smo prav, smo, vidim, da nekaj ste že prišli. Mi smo tako na pol najavljeni, ne? Danes smo na hitro šli ven, tako da veste pa, da si lahko vedno pogledate vse videe, najin pogovor, ki je bil odličen. Hvala, Marko, ga imate tudi na YouTubeu, ga lahko hitro najdete na moji strani, tudi na vaši strani, ne? Kaj je ta tvoja stran? Zapr.pro.si, tudi na YouTube kanalu je Zapr Pro. Zapr Pro, ker smo pogovarjali o elektriki, o frekvenci in zadnji smo že se pogovarjali tudi o Tesli, o Einsteinu, o elektriki. Daj mogoče malo obnovimo te stvari, ki so take zelo pomembne, ker te stvari, ki jih mi govorimo, ne, ki smo jih že zadnjič govorili, to seveda ni novo, to je že zelo zelo stara znanja, zelo potrjena znanja. Ne? Mogoče to malo povej. Ja, vse tako, kot so rekla, zdaj praktično marsikdo kdaj vpraša, če je to nova zadeva, nekaj novega, ampak jaz vedno povem, da mi tukaj nobene tople vode ne odkrivamo. To je pač stara zadeva, 100 in več let, že v 19. stoletju je bil Maxwell, ki je skalarne valove odkril in jih je potem Nikola Tesla dokazal. Potem imamo dr. Rajfa, ki je v 30 letih že s prvim zaporjem zdravil ljudi. Potem so bili Lakovski, dr. Hulda Clark, tako da in kup znanstvenikov, dr. Beck, znanstveniki, ki so preučevali frekvence, frekvenčne terapije, tako svetlobe, tako preko elektrike, preko vseh teh kanalov. In naša naloga je v bistvu samo posredovanje tega znanja o frekvenčnih terapijah, o frekvencah, ki se v zadnjih 100 in več letih nabrala. Ja, jaz samo pozdravim, živijo, Dragica Čana, Dragica Gilnik, dober večer. Ja, in to je že v bistvu zelo znana zadeva. Kaj v bistvu so to frekvence, kako delujejo? Ne? Tu bomo govorili tudi o zaprju, ko smo ga že omenjali. Vemo, jaz sem vam že tudi razlagala, tudi v prejšnjem videu smo povedali, da frekvenčna medicina je zelo učinkovita, seveda, če je narejena na pravi način, če so frekvence prave, če ne pride do motenj in tako naprej. Pogovarjali smo se tudi že o tem, da vsaki, recimo, ali dodatki, ali zdravila, vse, kar je kemično, tudi hrana, recimo, veliko se zgubi, okoli 80, nekateri tudi računajo do 90% se izgubi v toploti, to so kemične reakcije. Sicer tudi delujejo malo strukturno, ampak frekvenca, zvok, ne, ta gre pa direktno v celico, ne, in je v bistvu močnejši, hitrejši efekt. Mogoče bi tu nekaj dodal? Tako se v bistvu gre za to, da vsaka stvar, vsak organ v telesu, vsaka celica, vsak predmet, svetloba, vse ima svojo frekvenco, vse vibrira na neki frekvenci, vse ima svoje harmonične, resonančne frekvence in vsaka rastlina, pripravek, čaj, ki ga pijemo, rastlina se pravi na svojo frekvenco in to mi zaužijemo in gre v telo in potem ta frekvenca vpliva na telo. Pri zaporju gre pa frekvenca direktno v telo, se pravi ni tih vmesnih postaj, kako bi rekel. Ja, ni tih vmesnih postaj. In zadnji smo omenila tudi, v bistvu tudi, če imamo terapeuta, karkoli, in da dela s kakšnimi aparati, ta frekvenca terapeuta, se tu pazimo tudi terapevtsko tako, zdravnik, bolnik ali pa terapeut, ne vem, stranka bom rekla, ne bom rekla bolnik, tudi svojo frekvenco vpliva na delovanje aparata ali na drugo osebo. Tudi to vemo, da obstaja. Ampak kaj je bilo meni všeč pri tem, pri zaporju? Veste, da sem jaz to kupila za mojo mami takrat, ko je zbolela za rakom in ga sedaj jaz uporabljam. Bom tudi povedala, kako jaz to občutim, ga ste me spraševali, kako se mi zdi, kaj je, ko uporabljam, to bom tudi povedala na koncu. Ampak
Povej malo o tem, kaj se mi je bilo všeč, zaradi tega, ker to si sami nastavite frekvence in v bistvu brez kakršnega koli posrednika vpliva na vaše celice. Kako? Ali sem jaz to prav razumel? Ja, se pravi, tukaj gre za to, da mi se v bistvu ukvarjamo s tehniko prenosa znane frekvence v telo. Sprav, frekvence, ki izhajajo iz te klinike, sprav v Berlinu, oni se ukvarjajo, se pravi, sodelujejo z 12 klinikami po svetu. Okay. In kakšne klinike so to? To so bioresonančne klinike, kjer uporabljajo kvantumscijo bioresonančne aparate in oni delajo terapije na dejanskih bolnikih. Oni diagnosticirajo in pomagajo. In na ta način oni dobijo prave frekvence, se pravi tiste, ki so najbolj učinkovite. In v to knjigo opisujejo študije, naredijo za vsake. Tako. Ja. In potem po 10 najbolj natančnih frekvenc opisujejo v to knjigo. Čist mimo grede, tole je knjiga 2020-2022. Prav zdaj je išla nova 2023 posodobljena. Vse naše stranke, tiste, ki imamo v bazi mailov, so to knjigo že dobile v angleščini. Nova v slovenščini bo pa zdaj v decembru. Tako da jo boste vsi dobili, če kdo ni karkoli dobil, lahko po mailu piše. V glavnem, gre pa za to, da te frekvence potem mi upisujemo v zapr, v ta tipkovnico, ki je zraven priložena. Ja, lahko pokažem, čisto enostavno je. Tipkovnico se vključi, gre za to, da je aparat uporabniku prijazen. Tukaj gre za to, da lahko to vsak uporablja, brez kakršnega koli posebnega znanja, gre za to, da upiše noter program in ta program potem uporablja. Frekvence so znane, se pravi, gre za prenos na različne načine, se pravi preko ročk, preko suhega seta, preko skalarnih valov, preko različnih elektrod. Bistvena zadeva pa je, da ta aparat nima popačenja frekvence. Se pravi, da imate vi analogne izhode, aparat, tista frekvenca, ki jo upišete noter, jo ven tudi dobite. To se lahko preveri na vsakem osciloskopu, pri vsakem elektrotehniku, to zadevo lahko preverite, to je že na testih. To ste vi vse testirali, ne? Tako, to je vse testirano, narejeno tako kot treba, zato da to dejansko potem da tisto ven, kar mi želimo. In v bistvu, to je nova knjiga in ta nova knjiga pride tudi v slovenščini, ne? Zdaj v decembru bo 2024. A bo tiskana tudi? Zdaj bo kmalu v PDF obliki, v decembru bo pa tudi tiskana oblika. V bistvu, če kdo ima ta aparat, lahko, kot si rekel, tudi elektronski obliki, je na razpolago na vaši strani, ne? Tako, zdaj, vsi so dobili po mailu že novo v angleščini. Ta aparat ima pa vse nastavitve od 1 do milijon Hz in vi lahko kadarkoli opisujete noter katerekoli frekvence. Gre za to, da ta aparat ne zastari. Ja. Ko dobite novo posodobljeno knjigo, vi ne rabite dokupovati aparatov, kakršnikoli SIM karti, česarkoli, ampak samo upišete druge številke noter, tiste, ki jih imate. Tudi če vam nekdo, nek terapevt, ko si prej omenjala terapeute, pove frekvenco, katera bi bila za vas dobra, tisto frekvenco vi lahko upišete noter v aparat in potem delate terapijo. In če vam povem, tule je ni da ni, ne. Jaz sem odprla eno stran, piše krvavitev oko, krvavitev po porodu, krvavitev prebavil, ne, in tu so te različne frekvence, ki so jih v teh klinikah dokazali, da delujejo herpes zoster, tudi COVID, ne, tudi drugi virusi. Tako, COVID, ko je bila ta knjiga, so dali noter tudi že COVID, se pravi COVID-19, plus vse ostale koronaviruse, ker koronavirusi niso nova zadeva, to je staro že več kot 50-60 let. In pač, ko so odkrili prvo zadevo, znani, kaj so obstajali že prej. Zdaj v zadnji knjigi, te 2023, je pa tudi že noter so COVID, te različice, Omikron, Alfa, Delta, plus zapleti po cepljenju in te zadeve. Ja, ampak tudi včasih ne vemo, katero obliko, ali če je sploh COVID, ali katerakoli, ker meni je to v bistvu nesmiselno sploh, da bi to zdaj neki testirali, razen če imamo res probleme in tudi ne vemo točno, katera oblika je in kako. Kaj pa takrat?
Ali imaš kako splošno, verjetno podporo imunskega sistema, manjšanje vnetja, ne? Ker kot smo se pogovarjali pri COVID-u in določenih tudi drugih virusnih obolenjih, je zelo pomembno, da je vnetje nizko. Kadar je visoko vnetje, je ta citokinska nevihta pride do poškodb, ne? In tudi poškodb mitohondrijev, ne? In to smo se, mislim, da tudi zadnjič, a smo se pogovarjali o mitohondrijih, da je lahko tudi podpora. Tako, skalarni valovi v bistvu delujejo direktno na mitohondriji in s tem, ko mitohondriji, ki so v bistvu elektrarna celic, dobijo energijo, s tem tudi celice posredno dobijo energijo. Ampak to, kar si rekla prej, kar se tiče podpore, Ja. se pravi, mi vedno strankam priporočamo, da začnejo s podporo organom, ledvicam, jetrom, nadledvičnim žlezam, tem se pravi, zato da se telo okrepi, šele potem, da se dela detoks in tako naprej, pa proti parazitom, zato da je telo okrepljeno in lažje dela. Tudi za limfo, za imunski sistem, vse te podporne terapije so noter v knjigi zapisane. Aha, a imate kakšne protokole, recimo, da lahko mi objavimo mogoče nad ta video v skupini, recimo protokole prav za podporo? Tako so. A imaš napisane? Mi boš poslal, da vam dam recimo, kako podpreti imunski sistem zdaj v tem času, ne, ker vemo, da je veliko ljudi bolanih, ne, vemo, da virus je veliko, so gripe, so covidi, tudi streptokoki je za streptokoke, tudi za bakterije, gram negativne, gram pozitivne, katerekoli, tudi ne? Za trdovratnejše, a ne, se tukaj pa potem ta zadeva 11 harmonik, ki je zdaj, se pravi, tudi zdaj že nekaj časa, tudi ga že imaš. Jaz ga imam, ker sem ga prav za raka takrat vzela, ne, ker so bile nove študije narejene. To je bilo že leta 2008, je dr. Holland skupino za raziskavo raka odkril, da je najbolj učinkovita zadeva, se pravi 11. harmonična resonančna frekvenca. To je bistvo, se pravi, ta zadeva se preklopi na ta aparat, na Zapr Pro. Bistvo tega pa je, da vi v telo dobite istočasno dve različni frekvenci, od tega je ena točno 11krat više od nižje. Se pravi, če je recimo neka frekvenca na aparatu 100 Hz, potem je tam 1100 Hz. Okay. Oziroma, gre za različno, do 100.000 Hz se deli, do 100.000 se množi, nad 100.000 se deli. Ampak to so že take tehnične podrobnosti, ki si jih lahko tudi preberete, ampak bistvo je, da dobite v telo, še enkrat ponovim, fazno sinhronizirani dve frekvenci, se pravi, na roke eno frekvenco, na noge drugo frekvenco in točno 11-kratnik je vmes. 11. harmonična resonančna frekvenca se temu reče in to je dr. Holland takrat odkril, da je ena najbolj učinkovitih razmerij med frekvencami. Ne, to je bilo zanimivo, kako je prišel do te ideje? S poskušanjem. Ja, to so, oni so, če pogledate... prav na raku delali, na rakovih celicah. Na YouTube kanalu imate video posnetek s slovenskimi podnapisi, en je mečkam krajši, en daljši in tam noter imate točno pove, kako so to delali. In so to mesece in mesece proučevali in oni so to imenovali, da iščejo magično frekvenco, magično kombinacijo. Magično kombinacijo, mogoče... Čeprav tukaj ni nobene mistike, to je čista tehnika. Ja, ni mistike. Čista tehnika, ne, frekvence, to je elektrika, to je znanost, ne, ki je tudi malo mistična. Te stvari so v bistvu vse preverljive. Tudi dostkrat, to lahko vse preverite. Imate te stvari vse znane, vse na internetu piše, v knjigah piše, v literaturi. Gre tudi za to, da ljudje gredo na pregled, na diagnostiko, potem delajo doma terapije in gredo spet na diagnostiko, lahko v zdravniku dajo kri, pregledajo, lahko na bioresonančnemu terapevtu, kateremu koli, ki vas lahko diagnosticira in potem vidite rezultate, merljive rezultate. Je pa res, da je treba zadevo celostno narediti. Ni dovolj, da vi samo delate terapije z zaprjem, vse ostalo je pa poslanskega pomena. Tukaj je velik pomen prehrana, način življenja in je treba delati tudi na tem. Zato imamo mi pa tebe tudi tako radi, ne? Ker je to v bistvu vibrantna dolgoživost, to se pravi, delujemo na vseh nivojih, uporabljamo vsa znanja, ne? To se pravi hrana,
manjšanje vnetja in tako dalje, tudi psihično in tako dalje. In potem imamo takšna pomagala. Tako, to je pripomoček, ki pomaga. Zdaj, bo pomagal v vsakem primeru. Gre pa za to, da če se zadeva začne celostno, če začnete delati celostno vse skupaj na vseh nivojih, bo pač učinek hitrejši. Ja, absolutno ne. Mislim, da to že mi dobro vemo in znamo, ne? Ampak dobro je, da se spomnimo. Recimo, kaj pa bolečina, ne? Kronična bolečina, fibromialgija. Mislim, da smo zadnjič malo že imeli, to ima še tukaj, ne. To je zelo stresno, ne. Stresno in težje, tukaj treba spet začeti na več nivojih. Zdaj izkazalo se je, da kot sam aparat, se pravi sama frekvenca, najhitrejš deluje na kakšne bolečine, prav na bolečine, potem na viruse, ki so pač neka taka zadeva, v glavnem beljakovina, kako je to, ne? Virus? Ja. Ja, virus je beljakovina, ja, lahko se reče, je tako kot en dedni material, ki gre, ne, ko se bojimo tako hekanja, ne, smo se zadnjič tudi pogovarjali, recimo virus nas genetsko spreminja na en način za določen čas, ker gre naš genetski material in nas heka v narekovajih, ker pa mi za njega delamo beljakovine, delce, ne, in v bistvu potem uniči celico in gre tako naprej, ne. Tako, in zdaj se pravi na te zadeve, bolečine, potem viruse, ter dovratnejše bakterije, pa parazite, tam pa en mesec je kar treba delati. Ne obstaja zdaj ena frekvenca, ki bo v parih minutah, v enem dnevu naredila vse. Tukaj je le treba nek postopek, nek protokol, te stvari so tudi napisane, boš dobila po mailu. Aha, boš dobila. Recimo za bolečine, kakšne so kaj izkušnje? In imaš mogoče izkušnje za koga, kako hitro to Pomaga lahko zelo hitro, ampak tukaj je spet odvisno od vzroka. Se pravi, tako kot vzamemo tableto, ko nas nekaj boli, ampak s tem še ne odpravimo vzroka. Ja, absolutno, ne, ker pri fibromialgiji vemo, ne, da je to takrat, kadar je kortizol zelo nizek, kadar smo izgoreli, pride do avtoimunskih bolezni, fibromialgije, tako da moramo delati na nadledvičnih žlezah, na mitohondrijih, na hormonih. Ja, ne, to je povezano. En kup stvari je treba delati, dostakrat se tudi potem dela tako, da se dela nek protokol, recimo en primer povem, 5 dni zapored se dela recimo terapijo za neko bolezen, pa potem 2 dni podpornih terapij, jetra, ledvice, spet limfa, da te stvari ukrepimo. Ampak celostno, čim več, ni pa nič narobe, zdaj marsikdaj kdo vpraša, kaj pa, če bom napačno frekvenco uporabil, kaj pa, če bo nekaj drugega. Tukaj ne bo nič narobe, ker ne bo, gre mimo. Tako kot recimo, ti imaš tukaj le kozarc, kozarc ima tukaj neko frekvenco. In zato je tudi niz frekvenc, različne so, je tako. In če mi s pravo frekvenco vplivamo na ta kozarc in da bo to dovolj močno, se bo kozarc razbil. Vkolikor pa mi gremo z drugo frekvenco, na to se pa ne bo zgodilo nič. In isto je pri virusu, pri bakteriji. Trese se ovojnica na neki frekvenci in se razpoči. In če pa delujemo z neko drugo frekvenco, pa ne bo. Zato nikoli ne gre na vse. Tako kot pri antibiotiku, ko gre vse. Ko se vse tudi dobre bakterije. Ja, tam je več, in pol imamo probleme. Zdaj pa recimo, to v bistvu vpliva, to je tako, kot rečejo reverse, naredijo reverse frekvenc za določeno bakterijo. Ali je to, da v bistvu točno določi z njemu? Točno določeno frekvenco, se pravi, s tisto frekvenco, ki mora biti dovolj močna, se pravi, sam signal mora biti dovolj močen, in s tisto frekvenco, ki zaresonira s to celično steno, od te bakterije, tega virusa. Gre za resonanco. Za resonanco, tako zaresonira in tako kot recimo gre vojska čez most in ko zatrese, ko zaresonira nek del mosta, s to frekvenco se most lahko podere. To se je že zgodilo velikokrat. Ja, to vemo, ne. Kakšni vojaki čez most in so korakali, ne. To je tudi točno v tem posnetku Dr. Hollanda povedano. Aha, to bomo dodala ta... Tako, to so slovenski podnapisi, tako da je tudi to. Odlično. To se pravi, če ima kdo probleme, recimo izzive, ali so bolečina, fibromialgija, ali izzivi, kot se jim reče, rak, ali srčno-žilne bolezni, ali karkoli, v bistvu imate tudi določene protokole, ali če ne, verjetno lahko pomagate, če vas kontaktirajo, kako imate pri vas, recimo? Naš način dela je nekako tak, da
pač nekateri naročijo zadevo po pošti, kakorkoli, ampak lahko gremo pa tudi, pridemo do stranke, pridemo do človeka na dom in se pokaže, kako aparat dela, se nauči, da se vidi, kako da ni nek bav in da je to čisto enostavna zadeva, pač podpora strankam je pa ves čas, ja. Se pravi za nasvet, za informacijo, za bilo karkoli človeka zanima, če ne vemo, se pozanimamo. Tukaj je daleč od tega, da bi vedeli vse, ampak tisto, kar pač vemo. Povemo, kar ne vemo, se pozanimamo in dobite potem odgovor. Karkoli je s kablom, recimo, da se z aparatom karkoli zgodi, da vam tipkovnica ne dela, to se vse rešuje od danes do jutri. Ker gre za slovenski proizvod, ki je narejen v Sloveniji in imamo nimamo težav z dobavo. Vse je ves čas na razpolago, vse je na zalogi in to je dan, dva. Ja, to mi je zelo všeč, da je slovenski proizvod. Ne? Tako, vse je narejeno v Sloveniji. Bravo, ne? 3-krat bravo. In ja, ker včasih recimo, ne, tukaj imamo recimo različne stvari na glavne uši, sem prebrala. Ne, tudi to je, ne, tudi te lahko, ne, da zbežijo, kaj zbežijo na drugega. Ne, v glavnem imate vse, samo včasih se pa lahko mogoče kdo zgubi pri določenih stvari, pa ker so večji izzivi, je dobro imeti protokol. Včasih imajo ljudje res radi, da recimo ne dobijo, zdaj delite to podporo, 5 dni delajte to, potem delajte drugo podporo. Te informacije se vse dajo, ker knjiga je res obsežna, tukaj noter je toliko in toliko tisoč stvari napisanih in ni da ni in je res včasih težko, tudi najtežko. Bradavice. Vse je, ne? Tako da mi dostkrat tudi rečemo, pejte k zdravniku, pejte dobijo resonančnega terapeuta, da vas diagnosticirajo, da vam postavijo. Potem nekateri že pridejo kar s spiskom in se točno vidi, kaj imajo in na čem delati in potem se delajo terapije na tisti zadevi, lahko delajo vsak dan, cela družina dela vsak dan terapije in potem čez mesec, 2, 3 gredo spet na diagnostiko in vidijo, kje se je stvar izboljšala, kje se še ni in na podlagi tega potem delajo naprej. In dosti izkušenj je zdaj, se pravi, ljudje zelo hitro dobijo zelo velike energije in se dobro počutijo. In zdaj sploh pri starejših ljudeh je tako, da potem v bistvu ratajo kar odvisni od zaporja. A res? Se pravi, ker je, ampak je še zmeraj bolj biti odvisen od neke take zadeve, a ne? Ja. Kakor pa od neke kemije. Absolutno, ne. Zdaj bi mogoče, veš kaj bi mene zanimalo, ker mi veliko govorimo o teh, jaz bi šla nazaj zdaj spet v te mitohondrije. Veliko govorimo o mitohondrijih. V naši skupini prav hekamo te mitohondrije, ker je res, kako so aktivni, kako so zdravi ti mitohondriji, toliko imamo energije, toliko se lahko regeneriramo, tako je dober naš imunski sistem, naša obramba in tako dalje. Ne. To je res tista prava dolgoživost in delamo prav na mitohondrijih. Zdaj, a imaš kak protokol prav za podporo mitohondrijev? To ti bom poslal po mailu, zaradi tega, ker te stvari so tako napisane, so malo bolj obsežne, to je tudi po par strani. To bi mi imeli, a ne? In je več programov, treba kombinacijo različnih programih in tako pa tudi prehrana in tako, kar si prej rekla, se pravi celostno. Ne sme biti to neka monoterapija. Ne, mi že delamo na vseh nivojih, na te naše mitohondrije in spomladi bomo imeli veliko akcijo. Mitohondriji, tako, kot sva prej rekla, to je v bistvu elektrarna celic, ki daje energijo, a ne? V bistvu je treba doseči, da celična stena in vse skupaj celica deluje tako, da lažje izloča strupe in lažje sprejema hranila. In da ti elektroni po mitohondrijski membrani notranji lepo tečejo, ne? Da ni preveč, ni premalo, ker če vemo, če preveč, to tudi mitohondriji lahko umrejo. Zdaj, da se spomnimo mogoče, ko smo veliko krat govorili, da mitohondriji so v bistvu kot neke simbiotične bakterije prišle v naš organizem, v bistvu smo začeli sodelovati, ne, z temi bakterijami in one delajo ATP, to našo energijo in obnovo. Tako da moramo paziti na njih. Tudi ta izziv, ki ga bomo imeli še spomladi, tudi s 5-dnevnim izzivom, ne pride do tudi, da pojemo takrat tiste mitohondrije, ki so bolj počasni, ki so bolj takšni, ki ne delujejo več, ampak da podpremo te aktivne, zdrave in da se naredijo novi in potem lahko mogoče tudi s takšno pomočjo, ne, in predvsem starejši se mi zdi, je ta mitohondrijska podpora pri vsakem izzivu zelo dobrodošla. Imam jaz občutek. Tako, to je v bistvu bo pripomoček, je tudi pripomoček za to, tako da tako, kot sva rekla, jaz ti bom poslal po mailu, pa boš potem lahko objavila
protokol, se pravi, na kakšen način to, katere programe oddelati, da se to podpre za boljše delovanje. Ja, Dragica je tule rekla, delo na sebi je temelj vsega, absolutno, Fanika Pungatnik živijo, Lili Vanili živijo, Boštjan živijo, Andreja živijo, Viki živijo, Rebeka, takole vas malo še pozdravim, Anica, živijo. Še vse pogledamo, če bo treba kakšno odgovor na vprašanje, jaz malo pokukam tukaj, če imate kakšno vprašanje, kar na dan z njimi tudi sedaj, če ne pa midva, tudi ti si tudi v skupini, del naše vibrantne dolgoživosti, ne, in tudi lahko pokukaš, pogledaš in tako dalje. Podpora pa ves čas, se pravi, vi lahko kadarkoli, po mailu, vsi maili so odgovorjeni v roku, v najkrajšem času, to je od par minut do par ur, vsi klici so odgovorjeni. Ja, in tudi ne, še velja ta popust, ne, iz skupine. To pa še vedno, za skupino je vedno velja, ne. Cene so še vedno enake, nič se niso spremenile in popusti in akcije so enake. Ja, zdaj bom jaz eno stvar pokazala, ne, še enkrat, ker jaz vam zelo rada in vsak dan zaspi z mano. Kaj je to? To je F-gen, se pravi, to je skalarna plošča, tole je ta brezkončna zavojnica. Ima pa še eno posebnost noter, se pravi, tukaj noter je tudi prstenasta zavojnica z drugačnim uporom in on oddaja tudi pulzno magnetno polje, se pravi skalarne valove in pulzno magnetno polje. Vse to pa dela na frekvencah 1,2, se pravi, prva frekvenca 1,2 Hz, to so delta valovi, to je namenjeno neutralizaciji elektrosmoga, za umirjanje, za razbremenitev stresa, ki je povzročen s tem elektrosmogom. Se pravi, nekdo dela cel dan za računalnikom, pa potem pride domov, se to vklopi. To je druga frekvenca 7,83, to vsi poznamo, to je Schumannova resonanca, potem pa še solfeggio frekvence, se pravi 7 solfeggio frekvenc, to je starodavna tonska lestvica, to so čakre od 1 do 7 čakre, ne? Ja, to se pravi vse čakre, to si lahko zberemo, ne. Jaz si dam vedno prvo ali drugo čez noč, ne, to Schumanovo ali pa 1,2. Tukaj je ena zanimivost, če lahko povem. Glavnem 1,2 in 7, se pravi, najprej še to. Aparat se na katerokoli od teh frekvenc lahko nastavi na pol ure delovanja ali pa na 10 ur neprekinjenega delovanja. Brez lučk, brez piskanja, zato ker je namenjen za ponoči, za meditacije in podobno, ne. In zdaj, kot sem rekel, ena zanimivost, 1,2 pa 7,83. Približno pol ljudi, eni pravijo, da spijo pri 1,2 pa pri 7,83, ne, druga polovica pa obratno. Tako da tukaj vedno rečemo, dajte probati, pri tisti, ki bolj spite, tisto uporabljajte potem čez noč. Če pa želite potem delati na čakrah, pa na solfeggio frekvencah, pa lahko delate recimo prva čakra, druga, tretja in do 7, 3 dni, ali pa teden, eni so delajo en mesec. Eno čakro. S tem, da tukaj pridejo sanje različne, tudi nočne more in takrat se pravi... Pri kateri čakri so nočne more oziroma zanimivo? Odvisno od tega, od področja življenja, pa kaj se dogaja s človekom. Ok, tako da veste, da se lahko tudi določene stvari čistijo čez noč, oziroma verjetno ne bomo dali, ali damo tudi čez noč čakre? Lahko, tudi to delajo. Nekateri delajo so tako, da po noči nastavijo, se pravi, eno čakro, recimo, ne vem, srčna čakra 639 Hz ali pa sončni plete še 528 Hz, na primer, kot primer. Potem pa preko dneva poslušajo muziko, glasbo na tej frekvenci. Ja, to smo se že zadnjič pogovarjali, to je zanimivo, ne? Zraven pa takrat potem čez dan dajo 1,2 Hz. Bomo dala še to linke od YouTubea za te frekvence, za te, da lahko tudi poslušamo. In to mi je pa pomembno, recimo, vi lahko istočasno poslušate glasbo na YouTubeu, na tej frekvenci, recimo, katerikoli od teh 7 čakr, pa zraven imate še F-gen vklopljen. Ampak je treba paziti, mora biti ista frekvenca. Se pravi, če bo tukaj 639, mora biti tudi tam 639. Ne delati različnih, ker lahko kontraproduktivno deluje. Ja, to je zelo pomembno. Je pa to čisto drugačne sorte, se pravi glasba preko zraka ali pa preko skalarnih valov pa pulzno magnetne terapije. Ampak to mi je tudi všeč, ne, tale aparat, ne. Zaradi tega, ker v bistvu deluje lahko na celo družino, ne, ki je v enem prostoru. Polje delovanja tega aparata je 5 metrov pol mera.
Ja. Je pa treba vedeti, da bliže kosti močnejše je polje. Vsa ta sevanja, to je spet fizika, padajo s kvadratom razdalje. To je pač jasna zadeva. Ampak 5 metrov je pa polje delovanja, toliko pokažejo aparature. Recimo za spanje, kako je najbolj optimalno, da imamo? Nekje 2 do 3 metre, 4 metre, kolikor je eni to zaznavajo bolj, eni manj. Zdaj, če ima pa nekdo srčni spodbujevalec, pa ne sme biti bliže od 1,5 metra. Ne sme biti bliže od metra. Če ima več kot 2 metra lahko. Ja, tako. Kaj pa srčni spodbujevalec in recimo ta zaper? Ista, se pravi, če ima nekdo kakršnokoli elektronsko napravo v telesu, recimo srčni spodbujevalec ali pa defibrilator srčni, karkoli takega, takrat se tega ne sme uporabljati. Ne? Če že, potem lahko uporablja F-gen, seveda na zadostni razdalji, ker F-gen se lahko tudi, ker ima zadaj dovolj dolg kabel, se ga vklopi v zaper in potem F-gen oddaja tudi katerokoli frekvenco iz te knjige. Se pravi, lahko delate tudi protiparazitne terapije ali pa protibolečinske tudi preko F-gena, sploh tisti, za katere so ročke premočne. In potem delajo preko F-gena. Mogoče pokažeš te ročke še, tisti, ki prvič gledajo mogoče. Se pravi, ročke izgledajo takole. To so bakrene ročke, ki se oblečejo potem še v takole nogavičke, ki se zmočijo zaradi boljše prevodnosti. In se preko kabla vklopijo v aparat, ki ima pa 2 izhoda. Se pravi, na tem aparatu se lahko uporablja 2 različnih elektrod istočasno. Eno so lahko ročke, pa lahko je F-gen, se pravi to, kar sem prej rekla, za srčni spodbujevalnik pa to. Skalarna plošča, ta mala skalarna plošča se lahko uporablja neomejeno, tukaj praktično ni omejitev, je švoknejša od tega, ker ima samo skalarno polje, nima pulznega magnetnega polja. Ampak je pa dobra tale zadeva zato, da se, ko se vklopi v zaper, da se da gor voda in se potem voda informira s to frekvenco. Potem se ta voda na koncu terapije tudi spije lahko. Škoda, ker mi nismo zdaj vključili. Jaz se že kopala v različnih frekvencah, balansirala vse čakre. Imate pa tudi programe za, ko sem rekla, balansirala vse čakre, za uravnavanje vseh čakr, ne? Tudi za uravnavanje čakr je posebej program tudi v knjigi noter napisan. Ja, to sem jaz uporabljala. Mene ste veliko spraševali, zato sem ga kontaktirala, sem rekla, jaz v Sloveniji, in ste pridem obiska, da še enkrat poveva. Kako sem jaz to čutila? Zdaj, jaz osebno nimam nekih izzivov, ker to smo se že tudi midva pogovarjala. Jaz težko rečem, sem pa čutila neko podporo in meni je odlično tole za spanje. Zdaj, verjetno, jaz bi vam lažje povedala, če bi imela bolečine ali če bi imela karkoli takšnega, da bi videla razliko. Tukaj to drži. Ljudje, ki so zdravi, praktično pri redkih stvareh opazijo neko tako, mogoče da imajo več energije ali pa karkoli. Ampak tisti, ki pa dejansko imajo neko težavo, tisti pa zelo hitro opazijo. Tudi če je samo za nekaj procentov, zelo hitro opazijo razliko. Meni je največji dokaz to, da se pravi, tukaj mi aparate tudi oddajamo. To boš povedal še enkrat. Kako imate? Imaš 2 možnosti, se kupi? Ena stvar pač je, da se kupijo aparat, druga zadeva pa je, da se vzame v najem. Se pravi 4, 6 ali 8 tednov, po najemu se pa lahko odločite, da vrnete aparat, lahko podaljšate najem ali pa odkupite. Vedno se dobi nov aparat, tudi pri najemu. Razlog za to je potem, da praktično ni vračil. In to je pa tisto, kar je meni največji dokaz. To je zanemarljivo malo. Tako da v bistvu, da vsi hočejo pa imeti, ni vračil in vsi hočejo imeti in tukaj pač tisto zadeva, ki je meni super. Največji dokaz, da je to. Ja, in zelo pošteno. To se pravi, če želite najeti, lahko samo najamete za mesec dni, ali kako? Tako, in vse za 4, 6 ali 8 tednov, ampak bistveno je pa tudi to, da se cena, ki jo plačate za najem, to je vse na internetni strani tudi napisano, se všteva v odkupno ceno, kar pomeni, da nikoli ne plačate dvakrat. Tudi če boste podaljšali najem, se skupaj sešteva. Ja, zelo pošteno. Tako da jaz sem, hvala Marko. Zelo sem vesela, kako delate, in na kakšen način. Zdaj, še ta zadeva prej, ko smo elektrode omenjala. Se pravi, eno so ročke, to, kar smo rekla, potem skalarna plošča. Pa neke rokavice imate, kaj imate? Ja, F-gen, potem so pa še rokavice. Rokavice, potem so zapestnice, nogavice. Ja, to se da
samo tako pa lahko tipkate. Tako, zato da imate roke proste, pa na kolenčnikih še. Ne? Okay. Se pravi, se lahko uporablja na rokah in na nogah hkrati. Ali pa, se pravi, rokavice, nogavice, ročke, nogavice. To pa ne močimo, ne? To pa ne močimo, notri so srebrne nitke in to je še malenkost bolj prevodno od bakra. Srebro, a ne? Okay. In tukaj treba paziti najprej začeti z ročkami, potem suhim setom, ker če je telo premalo hidrirano. A je zelo pomembno je piti prej? Tako. Treba piti prej in pol, zaradi tega, da ima telo dovolj vode, ker lahko pride tudi do kakšne opeklince. Aha, tudi do opekline. Sploh, če so kakšne blokade na kakšnih meridijanih, potem, če je človek zelo pod stresom, tukaj treba malo paziti. Ampak zato treba vedno najprej začeti z ročkami, pa skalarno ploščo z ergenom, potem se pa nadaljuje s suhim setom in potem je to vedno lažje. Ja, meni je to zelo praktično, jaz sem si doma dala tele pa nogavičke na noge in... Tako, in potem so roke proste in ljudje berejo se za računalnikom na telefonu, karkoli in ni treba držati potem ves čas ročk. Takole, a ne? Ja. Kako dolgo pa recimo, dajmo še to povedati, ko imaš tam te frekvence, se sprogramira, kako dolgo traja vsak program? Vsaka taka terapija, se pravi po tej knjigi ali po kakoli, traja pol ure. Za vsako od teh 10 frekvenc, ki so naštete, 3 minute. Okay. S tem, da pa mi lahko istočasno imamo v aparatu lahko do 10 programov, 10 različnih programov, ki jih lahko kadarkoli s tipkovnico spreminjamo. Tukaj ni omejitev, se lahko kadarkoli. S tem, da pa mi lahko, recimo, imate na internetni strani frekvence meridijanov, potem frekvence težkih koven, frekvence, recimo, vsako vratence od hrbtenice ima svojo frekvenco. In vi lahko na vseh 10 mest date isto frekvenco, pa boste potem imeli eno terapijo z eno frekvenco pol ure. A lahko, pol ure? Pol ure, tako. Zdaj, v začetku, koliko terapij si mislila? V začetku se vedno priporoča ena terapija na dan, mogoče 2, s tem, da ne bo vsaj 5 ur razmaka vmes, potem pa se postopoma lahko tudi poveča. Tukaj gre čisto za to, kakšno je telo, koliko je zastrupljeno. Če je strupov v telesu zelo velik, marsikomu se ima lahko naslednji dan potem tak človek mačka, dobesedno. Sploh nekateri dobijo aparat v roki in potem želijo vse naenkrat narediti in potem imajo naslednji dan problem. Pač dobijo mačka, ker pretiravajo. Zato se vedno začne počasi. Nekateri naredijo po eno terapijo na dan, pa drug dan ne morajo več, morajo počakati dan, 2, 3. Nekateri delajo po 5, 6 na dan, pa je vse ok. Zato je treba poslušati svoje telo, počasi narediti, piti veliko. Ja, jaz sem te poslušala, jaz sem veliko pila prej, potem vem pa, da sem eno za drugim naredila kar nekaj. Pa je bilo okej, moram reči, meni je bilo super, jaz sem za te čakre delala, zdaj bom za mitohondrije, Pa čakrah ni problem. Najbolj je tisto, da ko delate protiparazitne, pa razstrupljevalne terapije, tam gre veliko strupov v kri iz tega vezivnega tkiva in tam je treba počasi delati. Najprej ukrepiti, kot so že na začetku rekla, ledvice, jetra, ukrepiti, limfo, zato da to čim bolj teče vse skupaj. Ja. Zdaj bi sam, recimo, tule je bil Tina bom prebrala, če lahko Tina, ker si mi en dober komentar napisala. Drugače bi pa sam tukaj sem se spomnila, mitohondrijsko podporo pa COVID, pa post-COVID sindrom in tako dalje. Vemo, da je veliko krat problem, COVID ima vpliv seveda na vnetje, na poškodbe telesa, na koagulacijo vpliva in tako dalje, ampak tudi na mitohondrije. Ampak z mitohondriji ne smemo takoj začeti. Če smo bolani, ne smemo delati na mitohondrijski podpori, moramo počakati, da se vnetje zmanjša. Ko se vnetje zmanjša, to pomeni, ali se bolje počutimo. Jaz osebno bi rada videla vaš CRP protein, greste v Adrilab in ga vidimo, koliko je, ali je v normalah ali ni. Šele takrat greste na mitohondrijsko podporo. Kajti, če boste prej začeli mitohondrije, ali so to različni dodatki, ki podpirajo mitohondrije, ali je verjetno ta zaper, imam občutek, da je podobna zgodba, lahko poslabša situacijo. Lahko poslabša situacijo, tako da tu bi sam dodala, ker vem, da vas ima zdaj kar nekaj izzivov, kakor ste me klicali in spraševali z temi okužbami. Tako da počakamo ta na post-COVID sindrom.
ker veliko ljudi pove, pa tudi se nekako je bilo tako, da je COVID je dostkrat naredil škodo na tistem delu telesa, ki je bil že oslabljen. Absolutno, ne. Sej, kdo ima največ problemov, ne? Zakaj sem jaz pisala? Tisti, ki imajo kronične bolezni, to pomeni vnetje v telesu, že više, probleme s koagulacijo, ne, tudi tukaj so lahko izzivi, ne, in zato moramo to že nižati, zato tudi preventivo, mogoče boš pa povedal, ne, zato jaz sem veliko pisala, veliko govorila o preprečevanju teh kroničnih bolezni, o zmanjšanju vnetja v telesu, kaj je osnova, o delu na podpori za mitohondriji in tako dalje, kar je spet problem pri kroničnih bolezni, ne, in ko to zmanjšamo, se v bistvu nimamo nekih... Tako, podpora proti vnetju se tudi dela, pač tukaj noter so tudi frekvence proti vnetjem. Ne, take stvari. Ampak to je spet kot pripomoček, treba še kaj drugega. Če vi delate stvari, ki vam delajo vnetje, če jeste stvari, ki vam delajo vnetje v telesu, bo odvisno od tega, kaj bo močnejši. In če bo to nekako ravnovesje, bo v najboljšem primeru ne bo šlo na slabš. In ne samo jete. S kom se družite, kakšne misli imate, ne? In tako ne. Ampak mi se družimo in dvigujemo vibracije, ne delamo vnetje v telesu, ali ne? Tako da, ja, recimo, zdaj pa, recimo, tako kot sem, mislim, jaz sem zdrava, tako delam na vseh nivojih, kaj bi ti meni rekel, katere frekvence, kaj naj uporabljam, recimo, za neko podporo mojega zdravja in preprečevanja izzivov? Tukaj se pravi, glede na to, da si zdrava, pa to lahko delaš na podpori. Se pravi, jetra, ledvice, to so te splošne, ki se vedno priporočajo v vsakem primeru. Tako. Potem proti stresu, ker sigurno imaš tudi stresno. Ja, to je verjetno vedno, ne, vedno praktično, vedno dobra podpora. Ne. Tako, vsakomur se kaj pojavlja, ampak preventiva je vedno najboljša. Se pravi, da mi preventivno delujemo na karkoli v telesu, če vemo, da smo nečemu nagnjeni, da podpiramo tisti del telesa, tisti organ, karkoli. Se pravi, in zdaj tukaj gre za to, da marsikdo ima tudi parazite, pa tega ne ve, ampak paraziti tudi morajo biti. Ne, mora biti vse moramo biti v ravnovesju zadevo. To pa nekaj ekskalira, ko je nečesa preveč, takrat nastane problem. Ko je neravnovesje drugače, imamo mi vsi so dobrodošli, paraziti, virusi, gljive, ne. Vse mora biti v ravnovesju. Ja, lepo mesto, ne, v našem črevesju, na našem telesu, v vseh organih v bistvu, ne, nismo sterilni, ne, kar je dobrodošlo, ampak ko ni ravnovesja, se pojavijo izzivi, tako da mi pa tukaj delamo na preventivi, ne, tako da tole je še kako dobrodošlo, seveda, ko so pa izzivi, ko se pojavijo, pa spet vsi nivoji in... Tako, takrat se pa začne, se pravi, z nekimi osnovnimi zadevami, osnovno, ko so stvari pa težje, se pa da zraven še 11 harmonik, ne. Tukaj pa prej so že povedala, glavno večino stvari, te zadeve se povežejo, so vsi pripomočki zraven, ampak bistveno še ena posebnost, ki mi so prej povedala, je, da ima potem ta tudi dva izhoda. Aha, tam je tudi, in kaj to pomeni? Se pravi, da lahko damo iz tega na roke, iz tega na noge, ali pa obratno, se pravi, in potem imamo še tretji izhod, lahko damo noter ploščo. Aha. Čakaj, tu sta dva, ne, tu so trije. Aha, tukaj se povežejo, se pravi, adapter, poveže se z zaporjem, ampak dva izhoda sta pa še tukaj. Ne. Se pravi, bistveno je, da mi damo, recimo, primer, ki imaš tole. Jaz vam še kar Evo, recimo bi dala rokavice in da so neke težave, ne vem, menstrualne težave. Ja. Potem se da rokavice na roke in se da iz harmonika in potem roke na trebuh. Se pravi, da gre frekvenca, ki pride iz harmonika, čim bliže izvoru, oziroma kjer je težava. Izvoru izziva, ne? Iz aparata direktno vam, pa potem na drug del telesa, recimo na nogavice. Potem pa še tale izhod, tretji pa lahko dava noter skalarno ploščo, gor vodo, pa še to vodo na koncu spojimo, v bistvu naredimo še povečano zadevo. S tem, da še močnejša zadeva še je pa, da date recimo na roke iz tega, potem na kolena iz enega izhoda in na noge iz tretjega izhoda. Ampak potem je potem že naprej. Tukaj se potem tudi z vsakim posebej lahko pogovarjamo, kako delati, kaj uporabljati, katero elektrodo. Tako da podpora je vedno tukaj, ne? Za karkoli, ker jaz dostakrat rečem, ko se ljudje ukvarjajo, pa ne vejo čisto točno kako, pa
pa se 2-3 ure s tem ukvarjajo. Bolj, da pokličejo, pa zadevo rešijo v minuti. Ja, to vam bojo pomagali, to sem jaz tako vesela, res. Hvala. Ne, tule je Tina napisala, pozdrav Tina in Marko, živijo. Tukaj zelo zadovoljna uporabnica Zaper in ostalih aparatov, imam cerebralno paralizo z epilepsijo in terapija mi res pomagajo. Gospodu Marku, tako hvaležna za vašo pomoč. Ja, tako da ja, hvala Tina. In čim večjo regeneracijo, ne, in podporo. Sonja je napisala, s čim lahko očistimo te elektrode. Se pravi, suhi set, to so tele zadeve, to se vse lahko pere na 30 stopinj, se to normalno pere, tukaj ni noben problem. Tale zadeva, tole pa s časoma oksidira, ker je pač to je naraven material in je logična zadeva. Na samo učinkovitost to niti ne vpliva, tukaj je bolj estetsko. Razen, če se res toliko nabere gor, potem pa to skako sodo bikarbono, nekim takim sredstvom. V kuhinji imate sigurno dovolj teh stvari, enico zobno pasto. Ja. Tako da v bistvu ne moraš nekako poškodovati. Ne poškodovati, ne. Tudi če bi žična to krtačko, to oranj zdrnat, bi šlo to vse lepo dol in bi bila ročka, pač ko so nove so res bleščeče, potem s časoma več ne. Ampak tudi če je to spraskano, to je samo estetsko, na samo učinkovitost pa to ne vpliva. Lahko se tudi s kako polilno pasto, kakorkoli, vse to je možno. Andreja tule sprašuje za pljučno fibrozo. Ja, noter v knjigi je tudi to napisano. Ampak spet tukaj je treba malo več stvari, tudi za imunski sistem delati, pa za pljuča, za podporo pljučom in za fibrozo, malo več kombinacijo večjih programov. Je pa vse, ne, tako da najlepša hvala Marko, hvala za vse. Vse bomo še dala, tudi te osnovne programe, ko smo rekli, mislim, protokole, ne? Protokole, se pravi, vse te frekvence, protokoli, to so stvari, ki so znane, mi smo samo to združili, da smo zbrali vse skupaj, pa da dobimo to nakup in da lahko posredujemo ljudem. Ja, res hvala za eno tako in tudi v bistvu, ta aparat je toliko vreden in v bistvu, ker je narejen v Sloveniji in tudi cena je dostopna, tudi popust imate tukaj, tako da, če imate izzive, jaz absolutno... Tukaj so možno obročna odplačila. Tudi obročna, ja. Marsikaj in celo frekvenca je direktno vezana, kaj meni celo všeč, ker sam delaš na sebi za točno določeno frekvenco. Tukaj to je ciljno usmerjeno zadeva. Absolutno, ne, je to odlično. Tako da, hvala Marko, hvala še za en lep pogovor, da osvešča, da delate, kaj delate, ne, tako da smo vsi hvaležni ali ne. In se še slišimo, kdaj se še vidimo, se še kdaj javimo. Tako da vam pa mahamo in zaželimo čudovit večer in se kmalu vidimo. Tako. Živjo! Čau.